Že včeraj zvečer smo prileteli v Barcelono in natakar nam je po večeri ponosno povedal, da že 20 let vozi samo Seate. 5 jih je zamenjal v tem času in z vsem je super zadovoljen. Zdaj pa je njegova žena videla novo Arono in mu ne da miru. Njegov novi Leon FR je ogrožen, ampak pravi, da se bo boril. Vidite, tudi z avtomobilom si očitno lahko kupite mir pri hiši, čeprav gre v osnovi samo za prevozno sredstvo, ki te pripelje od A do B. Ampak Seat pravi, da je Arona več kot le to, da gre za najbolj vznemirljiv kompaktni križanec. Španci še nikoli niso imeli toliko modelov v ponudbi, še več pa jih bo v prihodnosti. No, Arona pa bo med vsemi novostmi najbolj skrbela za povečanje prodajnih številk. Pravijo, da je to avto za tiste, ki verjamejo, da so leta samo številka, torej za vse. Kot vidimo, se itak večina voznikov danes navdušuje nad višjim sedenjem in okrasno plastiko, zato avti, kot je Arona, letošnjo jesen poganjajo kot gobe. In skoraj vsi omogočajo določeno mero personalizacije. V tem primeru je lahko kar 68 barvnih kombinacij, kjer so poleg običajne na voljo še 3 različne barve strehe in stebričkov, vedno pa je tam še X, da boste vedeli, da je to križanec. Arona je majhen avto, ni bistveno večji od Ibize, s katero se deli platformo NQB A0. To bo všeč vsem voznikom, predvsem voznicam, ki se večinoma vozijo same ali z otroci, ko jih je treba zjutraj dostaviti v vrtec ali šolo. Vseeno gre za avto, ki mora biti uporaben tudi v mestih, ima pa presenetljivo velik prtljažnik, ker 400 litrov meri, to je več od konkurence, ima pa še posebne kabelčke in dvojno dno, da je bolj uporaben. Drugo leto bodo na voljo tudi digitalni merilniki, čeprav so meni kar všeč takšni analogni, ker so bolje brljivi. Bolj pomembno je, da se njihov sistem lahko povezuje z vašimi mobilnimi napravami preko Applovega CarPlay, Googlovega Android Auto ali pa kar MirrorLinka. Odlična je tudi kamera za vzvratno vožnjo. Ker je Seat del velikega koncerna Volkswagen, seveda lahko uporabi vse sodobne tehnologije, ki vozniku pomagajo, da je bolj varen na cesti. Naprimer, samodejno zaviranje, če se pojavi nevarnostna leta, zaviranje, ko voznik ne vidi prečnega prometa od zadaj, opozorilnik na vozila v mrtvem kotu, prilagodljivi tempomat in samodejno parkiranje. Vem, da bo vsem všeč, kako je vse tole rahlo zasukano k vozniku, da ima vse bolj na dosegu roke. Ja, ergonomija je odlična, veliko je uporabnih odlagalnih mest in Španci so se potrudili tudi pri izbiri materialov, čeprav seveda ne morejo uporabiti neke fancy mehke plastike, ker bi bil avto potem predrag. Cen še ne poznamo, bo pa avto pri nas drugo leto. Še ena malenkost. Od Arone ne pričakujte izrazitega udobja med vožnjo. Avto je po občutku kar čvrst in blaženje je nastavljeno na trdo, tako da se lahko z veseljem podi čez takšne ovinke. Če so ceste slabe, se jih kar čuti, tule, kjer je asfalt krasen, gre pa prav lepo. Seveda nisem pozabil na motorje in menjalnike. Najprej boste lahko izbirali med bencinskima 1.0 TSI s 95 in 115 konji ter dizelskima 1.6 TDI s 95 in 115 konji. Različica FR bo imela bencinski 1.5 TSI 150 konji, sredi 2018 pa dobimo še 1.0 TSI na stisnjen zemeljski plin in 90 konji. Če vas res zanimajo vse te številke v kilovatih, greste lahko tudi v predstavitev Arone na volan.si. Aha, menjalniki. Pri osnovnih motorjih 5-stopenjski ročni, pri močnejših 6-stopenjski ročni, lahko pa tudi doplačate za 7-stopenjski DSG. Ja, 2017 je odlično leto za Seat, najboljše po rekordnem 2001. Kmalu bo pa še bolje, ker že prihodnje leto pripelje še večji križanec s 7 sedeži. Ja, če se bodo politiki uspeli zjasniti o usodi svojega naroda, potem so za Seat v prihodnosti rezervirani zelo lepi časi. Sploh, ker jim je Volkswagen končno pustil zadihati.